Mateja Perpar, pasje dogodivščine Šnufa in Tace. 13. Kako dresirati gosta? Za praznike se je na enotedenskem obisku pri gospodarju in gospodarici oglasil gospodaričin mlajši brat. To je bil njegov prvi obisk pri sestri, odkar sta z možem posvojila 2 psička iz zavetišča in se preselila v oddaljeno vasico. Mlajši brat si je vzel kratek dopust in se pripeljal na deželo iz velikega mesta, kjer je imel svojo knjigarno. Bil je zelo prijazen in tih človek, vajen mirnega življenja. S tem hočem reči življenja brez psov. Šnuf in Taca sta ob njegovem prihodu uprizorila divjo pasjo obrambno akcijo. Ko se je pojavil na vratih, sta se pretvarjala, da je vlomilec, ki mu je treba najprej razvezati vezalke in nato odgrizniti noge. Šnuf se je tako užival v svojo vlogo, da so ga morali za 20 minut zapreti v kopalnico, kjer je v samoti hladil razgrete živce. Gost je popil kavo, potem so ga popeljali po hiši in na vrt ter mu pokazali njegovo sobo. Ohlajenega Šnufa so izpustili iz kopalnice in gost je po navodilih starejše sestre kosmatincema ponudil spravni košček čokolade. Vsakemu svojega, seveda, da ne bi bilo treba spet koga hladiti. Naslednji dan se je gost spoznaval s podeželskim življenjem. Sestro je spremil v trgovino, kjer ga je debelušna prodajalka s potnimi krogi pod pazduhama takoj povprašala, ali je poročen. Rdečica mu še ni povsem zbledela z lic, ko mu je na poti iz trgovine isto vprašanje zastavila še možata poštarica, ki se je za mizico na vrtu vaške gostilne med svojim obhodom krepčala s kavico in kozarčkom žganega. Doma se je brat privajal na življenje z 8 tacami. Spiš, pa se zbudiš, ker tace praskajo po vratih. Greš v kopalnico, tace za tabo. Greš po stopnicah, 4 tace spredaj, 4 zadaj. Greš na vrt, pa ti 2 taci zasujeta čevlje z zemljo, en gobček pa ti prinese staro coklo, da bi se z njo igral. Otreseš zemljo s čevljev in greš nazaj v dnevno sobo, tace za tabo. Greš v kuhinjo in tace za čuda ostanejo v dnevni sobi. Čez 10 minut se pojavi sestra in te vpraša, zakaj si dal coklo pod kavč. 5. dan je sestra brata prosila, ali bi lahko naslednji dan dopoldne malo popazil na psa, ker imata z možem med 10. in 11. nujen opravek. Brat se je počutil povsem udomačenega in je odvrnil, da seveda lahko. Sestra je rekla, da mu je zelo hvaležna. Na sprehod bo psa peljala ona, potem z možem gresta, brat pa bo malo pogledal, da psa ne bosta počela neumnosti. Brat je rekel, da res ni treba iz tega delati takšne drame. Naslednje jutro ga je malo pred 10. zbudilo praskanje. Vstal je in odprl vrata. Hotel je še nekaj reči sestri, vendar je hitro ugotovil, da sta z možem že odšla, saj je bila pasja olika za nekaj stopenj bolj sproščena kot ponavadi. Ko se je hotel še za 5 minut vrniti v toplo posteljo, je bila ta že zasedena z 8 tacami in pripadajočimi deli teles. Zavzdihnil je, vzel iz toaletne torbice zobno krtačko in se odpravil v kopalnico. Cop, 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 so pohitele za njim tačke, ki se jim je nenadoma strašno mudilo v isto smer. Brat in gost je pospešil, stekel v kopalnico in zaprl vrata. Ko se je obrnil, je skoraj skočil iz kože. Sredi kopalnice je stal Šnuf in ga očitajoče gledal. Taca je ostal zunaj. Brat in gost si je z nekoliko tresočo roko začel ščetkati zobe. Trudil se je, da ne bi pogledal Šnufa, čigar očitajoči pogled je v njem zbujal čudne občutke. Po vratih je popraskalo. Šnuf je na kratko zalajal. Ruf! Po vratih je spet popraskalo. Nato se je zaslišal močan sunek kosmatega telesa in vrata so se s treskom odprla.
Taca je pristal na preprogi pred kadjo in zaradi zaleta drsel na njej do umivalnika. Ustavile so ga gostove noge. Vrata se slabo zapirajo, je pojasnil Šnuf. Gost je pljunil peno v umivalnik, splaknil usta in se obrisal. Nekaj trenutkov je okleval, nato pa spustil hlače in sedel na školjko. Šnuf in Taca sta sedla preden in ga napeto gledala. Jaz sem že kakal, je rekel Taca. Jaz tudi, je rekel Šnuf. Gost se je moral precej potruditi, da je opravil načrtovane dejavnosti. Končno mu je uspelo. Stopil je v kat in se oprhal. Med prhanjem sta se psa stisnila v kot in mežikala. Gost je zlezel iz kadi, se obrisal in oblekel. Stopil je skozi vrata in se sredi hodnika zavedel, da je brez spremstva. Psa sta ostala v kopalnici. Požvižgal je. Nič. Šnuf, Taca, sem, je zaklical. Nič. Da ni kaj narobe. Vrnil se je v kopalnico. Taca je stal ob kadi, Šnuf pa ob bideju. Strmela sta v pipi. Gremo ven, je predlagal gost. žejen sem, je rekel Taca in se obliznil. Jaz tudi, je mlaskal z jezikom Šnuf. Sta žejčkana, je razumel gost. Saj si kar pameten, je rekel Šnuf. Pojdimo dol, tam imata skledi, vama bom dal vodko, je obljubil gost. ampak tista ni sveža, Je rekel Taca. Ni tekoča, je dodal Šnuf in hipnotično strmel, zdaj v gosta, zdaj v pipo. Pa kaj pijeta iz pipe, je tuhtal gost. Bravo, človek, je rekel Šnuf, samo malo hitreje se zmigaj. Gost je negotovo stopil h kadi in odprl pipo. Taca je izplazil jezik in začel pohlepno mlaskati. Šnuf je kratko zalajal. Jaz naj pa umrem od žeje. Gost je stopil k bideju. ti, ki si bolj majhen, boš pa tukaj pupal. Šnuf ga je pogledal izpod čela. Malo krajše tace imam, majhen pa nisem, je rekel. Naj ti bo, ker si nov, drugače bi te že šavsnil v nogo. Bo kaj z vodo ali ne? Gost je ustrežljivo odprl pipo, iz katere je pridrl močan curek in poškropil psička. Hej, pazi malo, je odskočil Šnuf. Kopali so me prejšnji mesec. Oprosti, je rekel gost in privil pipo. Je tako bolje? Šnuf je primaknil glavo in pil. Ngac, ngac, ngac. Nato se mu je malo zaletelo. Je zakašljal. Hup. Gost je zaprl obe pipi in si obrisal roke. Šnuf in Taca sta stekla na hodnik. Sredi hodnika sta se ustavila in ozrla. Gost je stopil iz kopalnice. No, kam gremo zdaj? Na vrt? Psa sta stekla po stopnicah navzdol, vendar nista zavila skozi dnevno sobo na vrt, ampak v kuhinjo. Gost jima je sledil. Tukaj smo, je rekel. Jaz bom kavo. Šnuf se je obliznil. Kaj bi pa ti, ga je gledal gost. No, kavo, jasno, je rekel Šnuf. Ampak še prej. Čokolado, je zalajal Taca. Gost je nalil vodo v kavno ročko, v cedilce nasul kavo, privil pokrovček ter postavil ročko na štedilnik. Ko se je ozrl, sta psa sedela povsem pri miru in strmela v predal skrajno leve omarice poleg hladilnika. Gost je zmajal z glavo. Iz omarice nad štedilnikom je vzel skodelico, dal vanjo 2 kocki sladkorja in prilil malo mleka. Psa sta še vedno sedela in strmela v predal. V ročki je zabrbotalo. Šnufovo desno uho se je obrnilo. Zadišalo je po kavi. Šnufov smrček je povohljal po zraku. Taca je sedel kot kip. Pa kaj je s tem predalom? Se je spraševal gost.
Prijel je za ročaj in počasi odprl predal. Zaškripalo je. En majhen sivorjav rep in en daljši rumenorjav sta hkrati pomahala. V predalu je ležala tablica čokolade. A, to je to, se je posvetilo gostu. Vzel je tablico v roke, na enem koncu odstranil ovojni papir in odlomil košček čokolade. Psa sta strmela vanj kot uročena. Namesto da bi pocrkljal kosmatinca s priboljškom, je gosta nenadoma popadla želja po vzgajanju. Sedi, je rekel taci. Šnuf je ostrmel. Taca se je ozrl naokoli. Sedi, je ponovil gost. Ali ne vidiš, da že sedim? Je čisto potihem zagrčal taca. Aja, se res oba sedita, je ugotovil pasje vzgoje nevajeni gost. No, potem pa daj taco. Taca je pogledal Šnufa. Kaj takega? Taco, je ponovil gost in iztegnil roko proti taci. To ni bilo dobro. Psa sta zarenčala, pokazala zobe in planila proti njemu. Gost je odskočil 2 metra nazaj in se zatekel v kot med kuhinjske elemente. V desnici je stiskal čokolado. Psa sta renčala in se mu približevala. Ko sta prišla čisto blizu, se je v gostu prebudil pradavni nagon preživetja. Tablico čokolade je zalučal stran od sebe skozi vrata na hodnik. Psa sta se v hipu obrnila, se pognala za njo in jo med renčanjem in lajanjem pobrisala na vrt. Gost je s tresočo roko vzel ročko štedilnika, nalil kavo v skodelico, previdno pogledal naokoli in sedel za mizo. Še sreča, da bo šel kmalu domov, tole je bilo malce prehudo. S ceste pred hišo se je zaslišalo brnenje avtomobila. Vrnila sta se gospodarica in gospodar. Hej, bratec, kako ste se imeli? Je veselo vprašala gospodarica, ko je stopila v kuhinjo. Z vrta sta radostno pribezljala oba kosmatinca in ji lizala roke. V redu, je dejal brat in gost, ter negotovo pogledoval proti psoma. Povejte mi, ali je bil priden? Se je gospodarica obrnila k 4-nožcema. Je rekel Šnuf. Bosta malo čokoladke? Je vprašala gospodarica in odprla predal. Je rekel brat in gost. Je ni več. Malo smo se igrali, malo sem jo pa jaz pojedel. A tako? Je bila začudena njegova sestra. Si ju dresiral? Običajno se ne obnese. Ja, je rekel brat. Kar dobro nam je šlo. Čokolada je pač najljubša pasja jed. Kaj ne, Šnuf? Je še dodal proti kosmatincu, ki je vohljal v smeri njegove skodelice in požiral slino. Popravek, je rekel Šnuf in se obliznil. Najboljši je surov zrezek in to tak, ki ga prestrežeš v zraku. Napočil je dan odhoda. Brat in gost je objel sestro, dal roko možu in previdno počohljal zdaj zelo krotka psa med ušesi. Sedel je v avto, zagnal motor, spustil šipo in pomahal. Še kaj pridi, je malo žalostno rekla sestra. Da ne boš cele dneve med knjigami. Saj si videl, kako lepo je tukaj. Šli bomo na sprehod in se igrali. Bom, je rekel brat, ampak najprej se moram malo spočiti. Šnuf in taca sta pristopicljala do avtomobila. Taca je povohal kljuko na vratih. Avto se je začel počasi premikati. Brat in gost je dvignil roko v pozdrav. Šnuf ga je pogledal, zalajal in pomahal z repom. Malo se vrni, je rekel. Ko spet prideš, se bomo učili metati zrezke.